Katarina Čas, dobrodošla. Živijo. Živijo. Tikali se bova, ne? Ja. Generacija sva, poskusili sva z vikanjem in ni šlo. Bilo je smešno in groteskno, ja. Okay. Izgledava ka sestrci. In v življenju tudi ponavadi, kar je na silo ne gre, ne? Tako. Ja. N1 podcast s Suzano Lovec. Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli tudi vi v še en pogovor na N1. Objavljamo jih na naši spletni strani n1info.si. Nanje pa se lahko naročite tudi pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu N1 Slovenija. Najdete jih tudi na EONu in na strani Metroplay. Katarina, pred nekaj dnevi si prišla iz Londona, kjer to je v bistvu tvoj prvi intervju po tem prihodu iz Londona. Tako. Tam si nekaj časa snemala, igrala si lik v BBC-jevi seriji Wild Cherry. To serijo nekateri že primerjajo, nekateri tudi mediji z White Lotusom. Zdaj si bila 2 meseca v Londonu, čeprav so se snemanje v bistvu začela že oktobra, ne? Ja, oktobra. To je v bistvu, oni so vsi skupaj, mislim, da je bilo 5 do 6 mesecev snemanja, štartali se oktobra. Tako da sem morala iti že oktobra. Imeli smo tako imenovani read-through, kjer se cela ekipa dobi. Prebrali smo 3 epizode, ampak to je tako res, pač se prav cela igralska ekipa, režiser, vsi producenti, BBC, vsi so bili tam, smo šli skozi, kar je bilo super, da se spoznaš. Potem pa eni so takoj začeli, drugi smo šli domov in potem kaplali. Tako da moj schedule je bil precej razsud, tako po en dan, pa potem 10 dni nič, pa 2 dni, pa 14 dni nič, pa 3 dni, pa 5 dni, pa spet nič. Tako da od oktobra do decembra sem letela sem pa tja, ker sem imela tudi obligacije z našim neodvisnim thrillerjem, pa tako lep dan je bil. Tako da sem eno in drugo morala žonglirati. Potem zdaj, januar, februar sem bila pa kar tam, ker sem v bistvu vsak teden snemala, bi bilo brez veze, da se vračam. In prihajam nazaj tja, ker je to tudi zelo naporno, da bi skozi letela. Kako poteka taka produkcija, recimo z BBC ali pa z druge velike serije v tujini? Nekaj si mi lahko predstavljamo, veliko si verjetno tudi ne moremo predstavljati. Kaj je mogoče tisto, kar bi nas kot gledalce najbolj presenetilo? Predvsem je tako. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji res ogromno dobrih filmskih delavcev, ampak to resno ni, da zdaj sam malo tako govorim. Ampak tam je res toliko več budžeta in denarja in potem je to pač domino efekta. Ne? Se pravi, vsak igralec ima svojega šoferja, ki te pride iskat, te pele na set. Potem tudi že te osnovne stvari, recimo catering. Takoj, ko prideš zajtrk in imaš, ne vem, cel meni, kaj boš kosila, zdaj govorimo o teh nekih malih, stranskih zadevah, ki so pomembne. Trailerji, te prikolice, ki jih pri nas ni, in to pač ni neka diva momenta, ne, te prikolice, ampak dejansko, še posebej, če imaš večjo vlogo in snemaš in vmes čakaš 4 ure, pač se lahko umakneš, spočiješ, stuširaš, bereš, karkoli imaš svoj mir, zaradi tega, ker če imaš te težke scene za snemat in nimaš svojega prostora, da se umakneš, se pravi konstantno klepetaš z vsemi, mislim, meni to zelo izžame, pa nisem edina. Tako da ima vse nek namen, ampak spet imajo budžet za to. Pri nas komi, da posnamemo, a ne? Pa da naredimo, da vsaj približno dobro izgleda, čeprav s pomanj sredstvi. In zato se mi zdi, da imamo toliko dobre filmske delavce v Sloveniji, ker moramo izmal ful nares, pa vsi se skušamo približati HBO pa Netflixu, denarja imamo pa toliko v primerjavi. Tako da, predvsem je denar. Najbrž je ogromno enih stvari, ampak bo že spontano prišle do tega, prideva še do slovenske produkcije, tuje produkcije. Ampak kako te izberejo? Kdo tebe pokliče? To je pa loterija, kot sem rekla, in vedno bolj se mi zdi, v bistvu sem zmer bolj vesela, kaj vse se mi je sploh zgodilo, ker je pač res težko priti. Do vloge igralcev je ogromno, že v Sloveniji nas je ogromno, kaj šele v Evropi, kaj šele svetovno gledano. Potem imaš seveda ta nek zvezdniški sistem, ko včasih v audiciji za nek velik film sploh
jih ne dajo naprej, ker vejo, da hočejo imeti, ne vem, Charlize Theron pa Brada Pitta ali pa Margot Robbie pač in zasedajo zvezdniška imena. Ampak načeloma moraš imeti agenta in casting direktorji potem, kaj iščejo vlogo, razpošljajo agencijam, kaj iščejo. In že tukaj je prvo sito, ker recimo agent ponudi, mi imamo njo pa njo pa njo in casting direktor potem reče, ok, mi bi pa videli Katarino, pa videli bi, ne vem, Majo. Lahko pa, da te nočijo že tle vidijo, da nisi ta prav in sploh ne pride do tega. No, tako da že to, da dobiš audicijo, je že juhu. Mislim, da si povabljen na njo. Potem je pa, pol moraš zdaj je večinoma so self-tape, še posebej po koroni. Torej, da sama sebe posnameš? Da sama sebe posnameš, ko ne rabiš zdaj iti za audicijo v Londonu, v Ameriko, karkoli. Potem je pa spet polje, pa a si to, kar iščejo, ali ne. Pa potem je še, dostikrat se zgodi še drugi krog, kar je najbolj stresno, ker delaš prvič audicijo, mislim, to sem se naučila, da pač spustim, kar bo, skušam pozabiti, skušaš narediti čim boljš in ko si ti miren sam sabo, jaz to vidim tako, zdaj, a bo ustrezalo ali pa ne in pozabiš in čim pa se zgodi klic, v drugem krogu si 300, si pa že malo pol si nahajpan. pa nahajpan, pa hkrati še bolj živčen, ker pa zdaj bi pa že to imel, ne, če si že tako blizu prišel. In boli, če ne, če pa ja, je pa super, ne. Boli. Ja, mislim, moraš se navaditi, to je tako res, vsi igralci, tudi 100-krat bolj uspešni igralci od mene govorijo o tem, da je v bistvu ta služba, če se greš te vrste show biznisa, no, v bistvu tle je toliko enih zavrnitev in nejev, ki jih hkrati ne smeš jemati osebno. In zdaj to pogruntati, kako ne osebno, če si mi rekel ne. Ampak dejansko pač iščejo nekaj drugega, drug vibe, drugačno podobo, karkoli. No in pri Wildcherryu se je k sreči seštel, je pa kar trajalo. No. Prvo audicijo sem imela lani 2. marca, prav spomnim se datuma, na kar zvem, da sem prišla v drugi krog, šele čez kakšen mesec sem že mislila, da ne bo nič. Na kar zvemo, da so zamenjali režiserja ali režiseršo, ne vem točno. In sem rekla, ok, zdaj me mora spet nov režiser zbrati to ne v nič. Na kar prije nov režiser in spet zvem, ok, si v drugem krogu in potem je bila druga audicija šele maja, ta pa je bila v živo. In to je tudi precej nervoza, ne. Spala sem bolj malo, še posebej, ko si daš presijo, pojdi spat ob 10, ker imaš jutri ob 10 audicijo, tako moraš biti sveža in spočita. Valjda nisem nič spala, premetavala sem se. Pa sem rekla, ok, tako pa če gremo. Pol sem prišla v Soho, to je bila audicija pol ure prej, da sem šla še na kavo, da sem se zbalansirala, umirila, pol prideš noter tam vratarka in vse je tako zelo uradno in si tak že živčen. Potem se pa spomnim tokrat konkretno, mislim, ta psihofizičen trening je res pomemben, ni sploh samo kako boš pol odglumil, ampak če si ti preden stopiš noter bogi nervozen ali pa ni tvoj dan, pač boš zafrknil in ne boš dobil, mislim, to je efekt. In tukaj sem se reč bila tako zbalansirana in potem, ko sem odprla vrata, sem si prvo rekla, bolite, da je pač razturi, mislim, šel dam. Tako nek tak, ful nek samozavesten vibe, k sreč prišel. In sem se dobro počutila tudi po audiciji, nisem imela občutka, ja ali ne, ampak sem bila mirna, sem rekla, ok, to je to, kako jaz vidim ta lik, zdaj pa da vidimo. Pol sem pa spet čakala 2 meseca, preden je bil ja, tako da je res trajalo. In ko pridejo zavrnitve, si se naučila narediti kaj? To, da jih Mislim, ne te imaš osebno? potre, Ja. predvsem zato, ker to mislim, jaz res nisem zelo srečna, kadar snemam. Sem tudi že razmišljala, mislim, super je, da imaš tokrat svojo službo oziroma projekte, ker sem sama zaposlena, ko pride služba. Tudi k temu še prideva? Ja, ko pride služba, Ja, jo je treba vzeti. ni jo treba, fino je, da imaš toliko neodvisnosti, vsaj jaz delam na tem, da ne rabim zdaj vse vzeti, ampak toliko rada snemam, res sem srečna na setu, kako naj rečem, in sem že razmišljala, zakaj me to toliko vleče in je po moje to, ker si sposodiš neko drugo življenje, zanimivo je, no? Jaz sem pač naravno radovedna in v bistvu brez nekih posledic v bistvu lahko izživljaš druga življenja, hkrati brskaš po sebi, ker mora vse gre prek tebe.
zelo je zanimiv. Mogoče tudi nek beg od sebe, zdaj, če greva full deep, ne vem, zabavno mi je, pa sproščujoče mi je. Vidiš, sem že začela filozofirati. Se lepo. To je namen. Težko je priti do vlog, konkurenca je huda, si mi rekla, ne? Mora biti ta feeling, da jim sedeš, ne? Ti se jim moraš vse sneki, mora klikati. Ja, včasih je tako, sorry. Ja, ampak kaj so torej te neke malenkosti, ki odločajo? Praviš vibe, ne? Naštimala sem se na to, da sem bila samozavestna. Ja, ker je tudi karakter samozavesten, recimo, ne? Tako da sem res morala, nekako se je bilo treba postaviti v to neko močno pozicijo. In nikoli ne veš, že ko odpreš vrata, te v bistvu že čekirajo. Zdaj ne pravim, da sem prišla že v vlogi čist noter, ampak je pa prišla samozavestna Katarina, ne preplašena srna. Znam oboje. Tako da ne vem, mislim, da je tako včasih ima scenarist, na tej konkretni audiciji je bila producentka, casting direktor, scenaristka in producentka, Nicole Lek je ta glavna v bistvu, in režiser. Tako da jaz, ko sem prišla na tisko, kaj 4, me bojo gledali pa še kamera tukaj in jaz ko mama mi je, okej. In je zdaj tako, ker je bila scenaristka noter, mogoče imela ona totalno vizijo, kako naj bi ta lik zgledal in jaz nimam pojma, kako, razen kar piše, jaz ne vem, kakšni so detajli, kako si ona to predstavlja. In včasih oni sploh nimajo tega še izdelanega, tako da zaradi tega pravijo dostkrat tudi na raznih workshopih, da je fino, da si upaš ponuditi, ker včasih ne vejo, da to iščejo. Tako da recimo ni samo, da jim to čim bolj pravilno narediti, včasih jim je bolj zanimivo, če narediš nekaj malo drugače, ker si drugačen od vseh 100 prej. To si velikrat govorila tudi pri mogoče ni prav, Wall Streeta, da so cenili to, kar si ti v bistvu dodala ob. Je riski, včasih mogoče ne, imaš tudi kakšne, ki je tako ne minati spreminjati. Včasih pa pač, recimo, če bi zdaj mi dve naredile dialog, živo, kako si pa ti rečeš, v redu, vidim ta dež me malo nervira, ne, recimo, lahko narediva čisto normalno. Živo, kako si, in vsi, recimo, to je pravilno, ampak je mečkam dolgočasno. Če ti bej se rečem, živo, kako si? Je pa že nekaj odzad, ali me zanima, ker si me včeraj nekaj zafrknila, pa te testiram, lahko rečem, živo, kako si? Ker sem zvedela, da si se poročila. Glavno, ker nekaj, ni res, ne vem, če si se, ne. Nisem. Ampak razumeš, lahko en stavek, na toliko različnih načinov, čeprav ne veš, če nisem imela kakšen scenarij, sem imela pač 4 scene, nič nisem vedela, kaj se dogaja. Tako da lahko greš tudi čist v napačno smer, ampak oni to tudi vejo, da ne veš, kakšen je scenarij, pa mogoče cenijo v tvojo kreativnost ali improvizacijo ali karkoli. V Sloveniji si ti v medijskem svetu v oglasih, na televiziji, v oddajah, v serijah, v filmih, v bistvu že od otroštva nadalje. Z Al Pacinom si bila v filmu Danny Collins, v Scorsesevem Volku iz Wall Streeta, ki sem ga že omenila, tam si zaigrala z Leonardom DiCapriom. O tem si po moje ti povedala že vse mediji, vse, ja. Vsi te sprašujejo o tem. Zdaj, mene zanima tukaj nekaj drugega. Malo si že načela, ne? To, kako izgleda mogoče tudi ta nesigurnost. Predvidevam, da imaš tudi potem, ko se snema, določeno mero treme. Mislim, normalno se mi zdi, da bi jo vsi imeli. Ko greš igrati v te filme svetovne produkcije. Kako se ti potem te treme, recimo, ne vem, če je trema pravi izraz, znebiš? Ali pa je neka vzhičenost. Kako se... Mislim, tle, recimo na Volku z Wall Streeta, to je bilo pač res, jaz sem pravzaprav najprej naredila film The Guard, irsko črno komedijo. To sem brez agenta v bistvu dobila. In potem sem šele dobila agenta, potem sem naredila eno manjšo serijo Touch of Cloth, epizodna vloga, in potem je že Wolf prišel. Tako da v bistvu res zelo na začetku te neke mednarodne kariere. In sem bila tako... Zakaj daješ navednice? Ne vem, ker imam to. Meni se zdi, da ima mednarodno kariero, ne vem, pač te A-listerji, no, nima veze. Tako da naenkrat je bilo tako, prosim, jaz kar grem, kar Scorsese me izbral in jaz zdaj kar grem in kaj in letim business class. Meni je bilo vse
Na roller coasterju sem bila, ne. Ampak kljub vsemu, in to mi je še zdaj noro, sem bila presenetljivo mirna na tem snemanju. Res, da so se, ko te tako lepo sprejmejo in te tretirajo kot sebi enakega, vključno z DiCapriom, mislim, to ti potem res pomaga. Če bi bili vsi tako do mene, bi se ziher, bi imela imposter sindrom na pune, a ne, pač kaj delam tle, noben se noče pogovarjati z mano, ampak potem, ko te vsi, pol je še Scorsese me povabil, da se pogovoriva o vlogi, pa če imam kakšne ideje, vprašanja. In tle je pol to, ko sem si rekla, čem reči, kar si mislim, ali ne, mislim, bož, da sem tih, to imam skozi, ne. Ampak sva super predebatirala moj lik in se je strinjal z parimi stvarmi, ki sem nekako jih ubesedila, kar se lika tiče, a ne, recimo ona Chantal je v tisti sceni, ki jo Oblepijo. John Bernthal lima s Cashem. Z Johnom sva dodala, ker sva se dobila na kavi, kaj čeva še kaj, je rekel, kaj pa če te izklofnem, pa ti mene klofneš nazaj, jaz ko jaja, dejva. Tako da sva, in Scorsese je zelo odprt za to improvizacijo in tudi John Bernthal mi je ful pomagal, ne moram reči. Tako da tle je ona ful gajstna, potem je pa scena, kjer ona je tako kot en ta robot, ne, sem tam vsa oblimana, nič ne more, kjer vsi debatirajo o njej in ona je pač tih. Tako je bilo v scenariju. In sem rekla, meni je sam malo čuden, če je ona taka gajstna in glasna, da je zdaj celo sceno, kada je mutava neka baba, pač če lahko vsaj kraljivo reče, tole pa naušlo, ona se reče, ja, naušit, ne. Sem rekla, pa ni zato, da si dodajam tekst, ampak čistko, in je rekel, you're right. In pa smo še dodali, pač. In pa sem bila vesela, da sem izustila stvari. Tako da ne vem, sem bila nervozna seveda, ampak pol toliko padeš not, pa vse to mi je bilo noro, da v bistvu še zdaj ne vem, sem bila presenetljivo mirna v bistvu. Potem je pa dejstvo, da je pol vsakič lažje. S Pacinotom tudi je bil kar res najbolj prijazen medvedek do mene. In Christopher Plummer, ki sem se zaljubila v njega, čeprav je imel 80 let, mislim, krasen gospod, sva klepetala o starem Hollywoodu in tako, mislim. Potem na serijah, ki so pa hitrejše tempo, recimo Berlin Station za ameriški TV, pa pol. Pa za BBC sem že delala Love, Lies and Records. Tam je malo manj presije, se mi zdi. Malo je hitrejš, televizija, na filmu je malo več pritiska. Film še zmeraj najbolj ta resen, tako se mi zdi. Tudi si ga tako tretirajo, pač it's a movie, ki bo šel v kinematografe. Čeprav zdaj večina nas gleda TV serije na platformah, v kino ben več ne hodi, mislim, precej še napad, žal. Tako da, ampak recimo, če me vprašaš, kako balansiram zdaj, nisem čisto zavedna, zato ti ne moram podati odgovora, ker v bistvu ne vem čisto, kaj naredim. Nimam to, zdaj bom pa pridihala, pa bom malo pomeditirala, ampak nekako si nabildam, da to zmorem in pač so me zbrali, to mi ful pomaga. Se so me zbrali. Pač to mi blazno pomaga. In najdeš neko mirnost vse. In pol, ja. Pa tudi ostali, mislim, na začetku je tudi režiser živčen, to ne smemo pozabiti, da nisi ti edini živčen. Vsi so nervozni, ko pade prva klapa. Od producentov do, mislim, vsi so nervozni, tudi večje igralke od mene so nervozne in pol pevno tako, okay, smo sami ljudje, tako da in pol te to tudi sprosti, ko vidiš, da pač je normalno. Kar je najbolj naporno, si mi rekla, je pa urnik, so ta usklajevanja v tvojem življenju, v tvojem delu. Ja. Ko pride ponudba, ko pride možnost audicije s tujino, takrat za to audicijo pač moraš veliko stvari spustiti, ker ne veš, da je bo naslednja. Tako. To je naporno, praviš, audicija z danes na jutri in to je lahko izčrpljujoče. Kako to izgleda čisto konkretno? Kaj vse moraš spustiti takrat? Mislim, zgodilo se mi je enkrat, to je bilo res težko, a hkrati vedno hočem narediti audicijo, da si ne bi učitala. Mislim, da smo snemali Berlin Station v Budimpešti in je prišla neka audicija za, tako res, kada bi bilo za James Bonda, no, recimo nekaj tako, ampak monolog 5-6, mislim, tako res neka zelo, ne 2 strani, ampak Obsežno. 7 do 10 strani. Medtem, ko snemam, pa pol smo šli iz Budimpešte še v Berlin in to dobim v torek, do petka moram posneti in jaz
kako in s kom bom snemala. In sem potem po snemanju prišla domov v hotel, se dudlala ta tekst in jaz kako bom zdaj to posnela in sem se posnela na telefon, na Macu, torej na računalniku sem na Skypeu imela takratnega fanta, da mi je govoril pač ta drugo stran, nekaj rabiš imeti partnerja, res moraš biti MacGyver in pogruntati nekaj in je to toliko stresno, pa sem mogla še eno sceno v Berlinu posneti, no pol nič ni bilo iz tega, ampak vseeno sem naredila, ampak je bilo težko in tudi enega teksta je bilo toliko, da sem si pol na špegu limala, da sem brala, ker pač ni bilo časa. In njih ne zanima, če ti rečeš, jaz sem pa glih na snemanju, a lahko čez 6 dni, ne, do petka je. In tako pač je. Ja, ali pa greš ravno na morje, si s trajektom nekam, kjer zdaj ne boš imel Wi-Fi-ja, pa direkt ga moraš pol loviti, ker moraš self-tape posneti. Je malo me nervira zaradi tega, ker je v bistvu izven tvoje kontrole. Jaz sem kar kontrol freak. Včasih bi mi pasalo, da vem, tle pa nič ne veš. Kar te tudi dela v bistvu konstantno, na trnih konstantno si alert, kar te mogoče tudi dela živga. Dejansko se ne moreš zabubiti na kavču, pa kar ne pravim, da ne počnem, govorim metaforično, ne, pač skozi moraš biti ready to go, tako nekako. In zdaj smo pri tem, kar pomeni s sabo to, kot ti praviš, biti čisti freelancer. Skratka, ti nisi zaposlena pri nobeni medijski hiši, nobenem gledališču, nimaš neke matične ustanove, nimaš niti statusa kulturne delavke, ne? Tako, sem ta prav samostojni podjetnik, plačujem svoje prispevke. Ja. In praviš, da rekla si mi, zaradi tega se včasih počutim kot gambler. Kaj je ta igra na srečo, ki jo igraš? Ja, zanimivo je to, da sem jaz pač tam v mojih tinejdžerskih letih zelo pragmatično razmišljala. Šla na ekonomsko fakulteto. Zanimala me igra, ker sem posnela prvi film že po 14 letih in mi je bil ves ta proces toliko magičen. Peklinski načrt. Ampak sem že takrat rekla, dobro, bo to moj hobi, od tega ne morem živeti, pač Slovenija res ni filmska država. Gledališče me pa kot tako ni toliko vleklo, mogoče zato, ker sem začela s filmom in mi je bilo to čarobno. Zdaj mogoče, če bi moja teta bila gledališka igralka, bi se najbrž, ful teh nekih stvari vpliva. Nisem predvsem bolj iz naravoslovnega okolja, sem razni inženirji v moji familiji in tako. Film sem pa spoznala in sem rekla, to bi jaz, ampak v Sloveniji tega ni, tako da kako bom od tega živela, boljš, da grem na ekonomijo, grem študirati nekaj, kar nimam pojma, da bom pol zelo naivno razmišljala, grem na ekonomijo zato, da bom znala z denarjem. Ne, ker me je zanimalo, ampak ker nimam pojma. No, to smo končali in sem zelo ponosna, ampak ja, pač poslovne finance, matematike, statistike in gospodarsko pravo in vse te stvari smo dali čez. Potem me je pa življenje nekako vse zasukalo nazaj v igro in potem se je tako zgodilo, da sem začela od tega živeti, pa pač seveda sem tudi vodila vdaje, so se tako začeli. Tako da nekako življenje naredilo to, da jaz pač zdaj delam projektno in zdaj to že toliko časa. Jaz sem mislila, da se bom zaposlila v neki advertising agenciji, to je bil moj plan sicer. Tržno komuniciranje me je vedno zanimalo. Jaz sem hodila biti copywriter, recimo, Ne vem, zakaj sem mislila, da mi bo to ekonomija dala, ampak pač vse en marketing me je zanimal. In zdaj ne vem, včasih razmišljam, bi bilo bolj tako ali ne, po drugi strani pa se mi zdi, da je očitno ta poklic k tej igri bil toliko močen, da se je to in da kar pele, da sem nekako pomirjena s tem. Me pa na trenutke, zavidam ljudem z redno službo na trenutke. Ker tudi, če imaš, ne vem, si zlomaš nogo ali pa imaš poškodbo, si lepo na bolniški, pač delodajalec ti plača, v primeru samostojnega podjetnika, prvi mesec ni bolniški, pač nič ni. In to si izkusila na lastni koži, ne, si rekla? Ja, imela sem eno poškodbo lani prstov, v bistvu, ko sem delala audicijo za Wild Cherry. Sem si na stolu, ker moja dva sredinca, to je bilo precej zanimivo, oba sredinca sta bila poškodovana, tako da sem imela šive na obeh prstih in nohtih in tako naprej. Ne bom šla v detajle, precej zoprn. Takrat tudi spet vidiš, koliko je zdravje pomembno, ker je bila v bistvu manjša poškodba,
ampak nisem mogla nič, mislim, že stuširati glavo, pretrezati, narezati čebulo, mislim, moj je, kar me mogo razvajati. Ampak nisem, najprej mi je bilo malo fino, ker sem res bila princeza, ker nič ne moreš. Potem me je pa Orenk nerviral že. Ampak ja. In tlej potem se mi zdi, da nimaš nobene varnosti na trenutke, tako da včasih se mi zdi, da sem se to prav odločila. Mogoče bom kdaj še šla nazaj v poslovne vode, pa kaj čist drugega, ne vem, bomo videli. Kako poteka ta logistika za delo v tujini? Tle je veliko stvari verjetno zadaj, ki si jih v bistvu niti ne zamislimo, od delovnih viz dalje, ne? Ja, to je zdaj na novo, ker je pač Brexit, ne. In je bilo tako, da jaz to vlogo že dobim, ker tudi mislim, da sem na prvi audiciji dobila zato, ker sem imela že poškodovane prste in sem imela neko energijo noter. To je tako, ko sem prej tekst šle skozi in sem ga povedala z neko mogoče subtilno frustracijo in je mogoče to palilo. Tako da v bistvu sem si vse obrnila tako, da super, da sem se poškodovala, ker mi je to vlogo prinesel. Ampak ja, dobim to vlogo, na kar pogruntamo, da seveda rabam delovno vizo, kaj prej, jaz sem že delala precej stvari v Angliji in pač greš na avion, greš, ni problema. Tako da smo mogli še vizo urejati, kar ni problem, ampak to je ogromno papirologije, se pravi, produkcija mora poslati vse, kdaj delaš, koliko boš zaslužil, kdaj boš tam, kakšen je tvoj urnik in potem pošiljati tudi boarding pase, da vidijo, si šel ven iz države ali ne. In mi je bilo tako, malo sem se počutila res čuden, ker prej tega ni bilo za Anglijo, ne. Tako da je kar težko, so se kar zaprli, no. A te stvari delaš ti sama, Katarina? A ti recimo te birokracijo pa to ti kdo ureja? Delaš te stvari sama? Moram kar sama. Imam agenta, ampak za te stvari pa s produkcijo biti na liniji je kar dost stvari na meni. Kar je zanimivo, da je recimo to je zdaj novo za BBC, ko smo snemali. Medtem že, ko snemamo, dobim kao nek test, da moram narediti test in sicer okoli harassmenta, zaradi MeTooja in tako. In imaš dejansko predavanja, videe in tako, in vprašanja, kako se obnašati, če vidiš, da je režiser, ne vem, tajnici režije rekel to pa to, oziroma če si videl, da je en glumac, en igralec, drugi igralki, karkoli. Se pravi, moraš prav test, ki ga moraš pol uspešno opraviti, da veš, kako se obnašati na snemanju oziroma kako reagirati, in to mi je bilo tako, meni se je zdelo, valjda, da vem, mislim, valjda, da bom rekla, ampak ogromno nekih pravil je zdaj, tako da smo morali narediti ta test, pa pol še en je bil, harassment, pa bullying. In očitno je tega toliko na snemanjih, da moraš zdaj teste rešiti, da oni vidijo, si ti to upravil. Tako to mi je bilo recimo čist novo. To je bilo zdaj prvič pri tej seriji. Naprej, ja. Ti rečeš, ne, vedno v intervjujih, imela sem srečo za svojo kariero, za to mednarodno kariero, brez navednic. Rečeš, ljudje vidijo tiste, ki jim uspe priti v film in serije, a toliko jih ostane brez, ne. Ampak poleg te sreče, ne, ki jo omenjaš, kaj sodi še vse zraven? Zdaj praviš tudi, recepta nimam. Ti, kot si rekla, nisi šla na akademijo, ne, tvoj prehod med igralke in igralce je bil iz oddaj. Praviš poslušati, izobraževati se na tem področju, si upati, biti samozavesten, ampak česa pa ne narediti na tej poti? Torej za ljudi? Česa pa ne narediti? Ja. Torej na ta faktor sreče, ne, ki ga vedno omenjaš, ampak kaj je pa tisto, kar se ti zdi, kar vseh temi izkušnjami, ki jih že imaš, kar bi rekla, to bila pa napaka? Veš, kaj se mi zdi, da ima res 100 ljudi, 100 čudi, in vsak ima neko svojo pot. Jaz recimo ne bi nikoli skušala neki nasilo ali pa z agresijo, res ne znam biti puši ali pa ne vem, so festivali, pa da bi kar šla pa Cukala za rokav. Pa meni je to, jaz to ne morem. Enostavno. In pol sem kdaj, ko gledam druge, ki počnejo to in dejansko uspejo, tudi uspejo, mi ok, mogoče pa bi morala to početi.
Ampak ne zmorem, tako da sem se zdaj pomirila s tem, da pač jaz tako ne morem, mogoče bi dosegla še več, če bi bila malo bolj agresivna, pa mečkam bolj networkala, pa šla tja, pa se malo bolj pohvalila kdaj, s kom se sem delala. Ne vem, ful enih načinov, kako se v bistvu ljudje lahko tudi prodajo, ker to pali. Tako da ne morem reči, ne tega početi, ker tudi na nek način dela. Ampak ne dela zame, recimo. Meni se zdi, da vsakič, ker pol sem tudi probala, ali pa vsakič, če se mi zdi, da sem mečkam bolj agresivna, ker je to treba, se nič ne zgodi. Tako da pri meni... Na silo ne gre. Pri meni, tako kot sva začeli intervju, na silo, vsaj pri meni, ne gre. Tako da to jaz ne bi nikoli, da bi se zdaj, ne vem, družila z nekom samo zato, da potem neki tudi ne zmorem, ker se mi, po moje, se mi bere na faci, da glumim. Privat nisem tako dobra. Tako da težko rečem, česa ne. Pač ne biti prik pa debil, pa ne se grdo obnašati na snemanjih, tudi do tistega, ki ti kavo prinese. Kar se tudi dogaja? Se tudi dogaja. Se tudi dogaja. Jaz bi rekla tudi na splošno, ne samo igralci, ne biti taki do ljudi, ki vam kavo prinašajo. Točno to, ni samo to igralski svet, pač enostavno. Mislim, meni je fino, tudi zdaj, ko sem končala snemanje, meni je bilo super, da smo se to tudi dobro imeli in res sem se razumela z njimi in pol tudi, ko dobiš feedback, joj, pogrešali te bomo, pa pač je lepo, meni to pomeni. Zdaj, enim to nič ne pomeni, meni pa pomeni, da sem jim bila cool. Lepe stvari so na snemanjih, praviš, da uživaš, da takrat, ko snemaš, da ti to ful pomeni, ti daje energijo, da si srečna. Ampak verjetno so pa tudi stvari, ki so manj lepe. Kakšne so, recimo, kaj bi rekla, pasti filmske industrije? Če si zelo iskrena s sabo pa z nami. O njih verjetno tudi razmišljaš. Pasti filmske industrije. Mal, kar je pač zoprno, je to, da v bistvu si lahko srečen, da dobiš vlogo, se pravi, tle, je od tebe odvisno, ni od tebe odvisno. Tako da je nek paradoksalni svet. Pač tudi, če naredim ful dobro ali pa nekdo drug, ni nujno, da boš dobil, če pa dobiš, si pa res lahko tako zelo srečen in pa se že, zdaj moram tle skakati, vse ni, ne, saj sam služba. Ampak pri igri je tako, da ni čisto služba, ki je del tebe, no, ne znam povedati, ker ti to delaš, ne. Ne zakleneš pisarne, pa tako. Pasti, ne vem, malo me skrbi v bistvu zdaj tudi ta pač AI, pa vse to, Kaj prinaša, pa te, kadala res, kako se že reče, deepfake ali kako že? Deepfake, to me blazno skrbi, ker vse postaja tako umetno, ne vem, pač daleč je to od filma, ki ga je Hitchcock delal, recimo, ne, pa tudi zgodbe, tukaj enih hollywoodskih filmov, ki si rečem, štajo, se opravičujem, ker zdaj kar nekih srbo-hrvaških primem, ampak ja. Tako da ne vem, zdaj pasti kot take so povsod, ampak po mojem ne samo igralskem svetu, pač imaš lahko fiši producente, lahko imaš polje ogromno teh nekih workshopov si prodajajo, ki je lahko mogoče igralec, ki je bil z mano na workshopu v Los Angelesu, pa pol vidim, da že prodaja svoj workshop, pa je tako, ampak in je tukaj nekih wannabe igralcev, se mi zdi, da ogromno ljudi bi radi to počeli, predvsem se mi zdi, da ogromno mladih, ker bi bili znani pa slavni, kar je že takoj problem, ker tle mora biti res neka strast v zadnji, ker je težko, ampak vsak job je težek, a ne posebej, če potem pomislim na rudarje in tako naprej, tako da tle spet moraš dati vse v neko perspektivo, ampak je ogromno enega odrekanja in pač res moraš biti na razpolago, ko se snema in ni to po moje čisto za vsakega, pa tudi vstajaš ob 4 zjutraj.
No, to so te stvari, ki jih ljudje ne vejo. Tle smo imeli kar dostikrat, je bilo ob 4 zjutraj, vi ko ste normalni, zakaj? Pa pol še 1 uro do seta. In mogoče, kaj bi rekla tudi, da filmski svet, recimo, ali pa če primerjava z gledališčem, ki pravijo, ne v gledališču, pač gre predstava od A do B, kontinuirano, dihaš s publiko, lahko razvijaš lik, moraš imeti kondicijo, teater je definitivno disciplina, mislim, zihrati, da, disciplino. Zdaj, pri filmu je pa tako, da se snema večinoma ne kontinuirano, se pravi, najprej snemaš zadnjo sceno, pol greš nekam vmes in moraš v bistvu skozi vedeti, kje si, kaj si, potem se pač ponavlja in recimo to je lahko precej zoprno. 5-krat iz te strani, 5-krat le, pol še od odzadaj, pol še total. In če imaš ti zdaj samo stavek živel, kako si, ni problem. Če imaš pa ti neko emocionalno sceno, kjer imaš dobesedno živčen breakdown in moraš to ponavljati 5-krat, pa pol imaš kosilo, vmes pa se fino naješ, pa si malo napihnen, pa greš nazaj. Pa zdaj še iz te strani posnet in se spet emocionalno ufurati v to stanje, ni to klušeno, ne. Tako da res ni tle sam, če delaš samo zato, da boš znan, nikoli. Mislim, je tudi, moraš iti tudi kar če imaš posebej, če imaš neke take težke scene, moraš iti kar v temo notranjo. In si pol tudi v tej temi večino dneva, ker moraš držati koncentracijo, ker moraš na en action in moraš jokati. Če sem te prav razumela, torej strast imeti do igranja, ne pa do tega, da bi bil znan. Na dolgi rok definitivno. Ker ni vse to, ne vem, recimo se mi zdi, da ogromno ljudi vidi, to je vse tako mislim, to je vse tako sproducirano, recimo, ko mi gledamo Oscarje, Golden Globe, vse glumice prekrasne pridejo, ne, tudi če je -10, kažejo hrbte, ker pač je to vse za fotko. To je en cel tim od zadaj, ki jih zrihta, 3 dni prej so bile na facial, pol imajo manikuro, pedikuro, vse živo, stylingi, vse je, it's part of the game, vse sam za ta večer in mogoče potem to zgleda, ko gledaš tako, zgleda vse res glitz and glamour, pa vsi so res lepi, vsi so nasmejani in srečni in vse je to super in med in mleko, ampak pač to je sam to, ne. In kaj je meni zanimivo, meni recimo to, jaz v tem sploh ne uživam, to meni je to toliko stresno. Ni, da pač se ne veselim potencialnih red carpetov, ker pomeni to, da pač nekaj uspešno delaš. Ampak je ogromno enega dela in da se takole ljudem, da te judgejo, mislim, raj sem na snemanju, pa tudi še se moram jokati cel dan, ker je to pol, delam nek kraft, se pravi, sem kreativna, delam. Ti si pa neki na zuni, tako da tisti, ki jih zanima, zato sem zdaj šla spet zafilozofirala, da tiste, ki jih zanima to na zuni, po moje na dolgi rok ne bo šlo. No, zdaj smo pri tem, ne, ti si v bistvu ena najbolj prepoznavnih oseb v državi. Pritisk javnosti tega, da si javna osebnost, da te vsi poznajo, da si bila in si v toliko oglasih, serijah, filmih in tako naprej, je verjetno velik. To, da se daš, kot si rekla, na ogled, ne, da te gledajo, praviš, ti je stresno. Kje potegneš črto in kako pri sebi v bistvu narediš ta nek balans, da si vidna, ker verjetno pri te sorte poslu, ne, pri industriji zabave je to tudi pomembno? Ja, zanimivo je, da pač v bistvu sem si izbrala tak posel, ki je v bistvu brez ljudi nas ni, ne. Sem brez gledalcev, nas ni, tako da v bistvu delamo nekaj za ljudi, če ne, se pravi, ampak mogoče mi je bilo malo lažje, ker sem že od malega nekako bila prepoznana z reklamo za Kokto pa Frutabelo, pa plesala sem pri Izraznem plesu, pa pri Mojci Horvat in takrat se je ogromno teh nekih oddaj snemalo s plesalkami. Potem zelo hitro pol že oddaja Atlantis pa tako naprej. Tako da sem nekako gor rasla s tem, da so me ljudje poznali, tako da potem, ko so me res poznali, se mi je zdelo že mogoče malo bolj, nekako sem lažje sprejela, ker mi je kao normalno.
Je pa dejstvo, da v Sloveniji sploh ni tako hudo, tako da ne bom jamrala, zaradi tega, ker v bistvu živimo totalno normalno življenje. Razen da pač greš v restavracijo, čakaš in daš par selfijev, pa kakšen podpis. Ampak to je lahko čist ljubko. Problem je ta, če si ti kdaj slabe volje ali pa se ti mudi. In moraš vse iz peti stisniti, ker če je nekdo tvoj fan, je v bistvu ti dal kompliment, ker brez njega te ni in se tega blazno zavedam. Se mi zdi pa, da včasih pozabijo, da si samo človek. Ali pa če greš na neko intimno večerjo, pač bi imela to intimno večerjo, ampak ni tako hudo, se pravim, to je Slovenija. Odzuni te ganjajo, po moje. Ne? Je pa res, da vsem pa je ta pritisk tega, da čutiš, da v bistvu vse smo mečken objektivizirani, pa v tračih, in skušam dojeti, da je to, da v bistvu na koncu dneva nobenega zares ne briga zame, zaradi tega, ker se imajo vsi tak svoje probleme, pa skušajo preživeti v tem svetu, ali pa se ukvarjajo. To je samo ta nek gossip, ki je fino malo reče, si videla to, ali pa si videla to, Madonna, zdaj pa to. In to je pač del tega, ni pa, da zdaj po moje res se toliko ukvarjajo z mano, upam, in to me potem sprosti, da je to sam pač to nekaj bla, 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 pa gre skozi eno uho noter, pa skozi drugo ven. Ampak dogajalo se je že, ne? So se pogovarjali torej na podlagi tvojega imena, obraza in tega, kdo si, da se skonstruirajo naslovi, ki so namenoma zavajajoči. To pa je smešno meni, Ja, namenoma zavajajoči, zato da ljudje kliknejo. Ja, ti clickbaiti, ampak spet, to recimo naredijo medijske hiše, novinarji, ne vem, da je pač dajo res tak naslov, da je tako Bog pomagi. Ampak očitno ga dajo, zato se pravi, smo spet mi ljudje krivi, ker ljudje klikajo na to in bolj, ko je drama, v bistvu preklikamo na slabe novice, kot na dobre novice. In je to v bistvu odraz nekega sveta in sem si prvo rekla, ne bom več klikala na te nekaj, kaj tako vem, da je fora od zadnji. In pol, ko klikneš, pol je članek vedno čisto v redu, tako lepo napišejo, ampak recimo ena je bila res smešna, bila sem glih z mojim mami na večerji in mi nekdo pošelj, ne vem, kako je bilo, ta moški je kriv za nesrečo Katarine Čas. En je skok. Kva? Kaj se je zgodil? Kaj se je zgodil? Kaj se je zgodilo v mojem življenju, mislim, kaj? In valjda kliknemo, ne? In smo seveda, smo šli ravno ven s tem thrillerjem, pa tako lep dan je bil, kjer moj lik Mance gre čez precej enih preizkušenj in tako. Ni glih samo med in mleko. In seveda so pisali o tem lep članek in da je pač naš režiser Perica, ki je scenarist in režiser, kriv za to, da pač sem jaz morala zdaj biti ta Manca. Ampak naslov je bil pa res Bog pomagi. In včasih me samo skrbi, ker eni pa ne kliknejo, pa so kdaj kakšni, ne bom sploh šla. Še hujši naslovi, ki so res lahko dotikajo nekih osebnih zadev, ki niso resnične. Ne preberejo članka in pol to kar kupijo in pol jih so kar nafutrani s tem. To me recimo blazno nervira, pa nervira me to, vsi ti deepfakei in vsi ti hackerji, ki so me zhekali in pač recimo to, da vidiš naenkrat svoj obraz, svoj intervju, upam, da ne bojo tega vzeli, ne bo na YouTubeu, bom mi tako le govorila, pa bom govorila o shujševalnih tabletah. Torej, prodajala sem nekaj shujševalnih tabletek, ki jih nisem v življenju videla. In si šla to prijaviti na policijo, ne? In sem šla prijaviti zaradi tega, ker najprej sem rekla, pač ta znana, don't complain, don't explain, bo že šlo mem. In kar ni šlo mem. In potem je vzeli so tvoj obraz in tvoje ime in intervju z mano. Pač intervju, vprašanje, odgovor. Če mečkam pogledaš, vidiš, da je nek zelo slab Google Translate, ampak ljudje pač površno to preberejo, niso iz tega foha in pač ljudje res hitro verjamejo vsemu, kar je napisan, posebej še mečkam starejša generacija. In to mi dela res živčno in nemočno in sem pač prijavila, ker je od mojega kolega mama kupila te shujševalne tablete. Ker si jih ti promovirala? Kot da. Ker Katarina in jaz kaj vem, kaj v teh tabletah, predstavljati, da nekdo umre in pa bom jaz kriva, čeprav nimam nič s tem in sem šla na policijo in potem je policija prijavila naprej in mislim, da je potem se vse ustavilo je celo prišlo do Interpola Slovaška.
In pa je bil mir nekaj časa, potem je spet skliknilo, nekaj pa so me za neke kripto, glavnem, vsake tok pridem na vrsto. Za zlorabo tvojega imena in Ja, obraza. ampak takrat sem bila med prvimi, zdaj pa videla sem ogromno enih ljudi, pač, ki jih, tako da upam, da zdaj ljudje vidijo, tega je zdaj toliko več, da so mi zdaj so mečkam bolj previdni, a je to res ali ne. Bolj je pa grozen, koliko v bistvu ni zaščite, koliko v bistvu noben nič ne more, če so oni tam neki Rusi ali pa Romuni z nekim skritim IP naslovom, ti težko kdorkoli pomaga, pač sem govorila z veliko ljudmi, ki se je to dogajalo, pa je, ja, to je zoprn. Skratka, to se zgodi, ker si kot oseba dojeta ne samo kot oseba, ampak tudi kot blagovna znamka. To je neka Očitno. posledica, ki je verjetno očitno. slaba plat tega. Ja, to me nervira. Katarina, kot so prej rekle, ti si vodila med drugim tudi oddaje, med drugim recimo oddajo Aritmija, dolga leta na nacionalni televiziji. Kako pomembna je glasba zate? Tudi ti si jo tudi ustvarjala, ne? Ja. Ja? Se vanjo umakneš, kaj ti da? Jaz se pravim, to sem že prej rekla, da sem mečken radovedna, rada kreativna, če ni projektov, pa pride potem neka ponudba, če moramo narediti par komadov, sem bila takoj za. Pač, glasba je meni zelo pomembna in to sem že večkrat rekla, ker je vedno tam zate. Tudi če je bilo konec sveta, recimo, ali pa ne vem kaj, še zmer so se ljudje tudi med sabo, se lahko dvigneš, da pač zapoješ skupaj. Mislim, tukaj je to nekaj čistega meni, ne znam povedati. Ali me inspirira, ali pomiri, ali pomaga premagati neka slaba čustva, ali kakorkoli. Tako da mi res zelo veliko pomeni. To, kar smo mi sami naredili z Martinom Štibernikom pa Mitjo Novljanom, je bil res bolj projekt pa izgled, ko sem bila radovedna in mi je bilo super in tudi vsi komadi so mi čist cool. Zdaj sem z Izakom Koširjem neki pleteva, ampak to je vse meni za zabavni, zdaj sem zdaj pevka. Zdaj skozi pravim, da pač sem interpretirala besedilo nekako z ritmom, no? Ampak ja, začela sem z glasbenimi oddajami. Najprej Atlantis, ki je bila dance oddaja, pa Aritmija, pol, ki je bila bolj alternativne sorte, ki mi je, ja, sem bolj alternativec, bila že skozi. Nisem toliko za pop muziko. In tvoj partner, zasebni, je tudi glasbenik. Spoznala sta se, kot sem ji povedala, zaradi filma Paradise Novo življenje. Za vlogo v tujem jeziku, za ta film, si dobila tudi nagrado Vesna, ne? Za najboljšo stransko vlogo. Torej, Luka Čut je italijanski skladatelj in kot si mi povedala, ko sva se pogovarjala na ta pogovor, sodeluje zdaj pri filmu Belo se pere na 90. Marka Naberšnika, ja. Ja. Ravno je v Ljubljani, miksa. Ja. Zdaj v Ljubljani in miksamo glasbo. Tako. Koliko pa je sicer v Ljubljani v bistvu? V bistvu, ja, spoznala sva se na tem, v bistvu je bila koprodukcija, ne, italijansko-slovenska, ampak ja, italijanski film. Spoznala sva se pa šele na premieri filma. In spoznala sva se na premieri filma in potem je malo trajalo, pa še COVID je bil pa lockdowni, potem je malo trajalo, da sva prišla zares skup. In je veliko v Sloveniji, pa jaz sem veliko v Trstu. Mislim, super je to, kaj je samo 1 ura, tako da v bistvu je bližje, kakor če je v Mariborčan. Pa še čist drugo. Morje, siesta, najprej nisem vedela, da po 3 ne moreš dobiti nad zajest, ker vse zaprejo, ne, tako da to polagam sem Slovencem, ker ne vejo, ob 4 ne boste dobili kosila. Trst je čaroben. Ja, enkrat smo mi tudi en feljton v rubriki Poglobljeno napisali o Trstu. Ga bom pripela zraven v članek. Ja. Prav tako pa tudi podcast z Bronjo Žakelj. Ja. Po njenem življenju je ta film, snema ta film, ki je bila tukaj pred meseci in se z mano pogovarjala o žalovanju in vsem drugem. Kaj pa v bistvu vidva jemljeta eden od druga? Zdaj oba sta v bistvu nekako v tem biznesu, ampak ne čisto istem. Kaj on od tebe, kaj ti od njega, mislim, strokovno, mislim, izvajanih poklicev? Ne vem, nekako si
pomagava že od nekdaj, recimo, tudi ko on piše note pa dela glasbo, recimo znam prijet not pa rečem, a se ti ne zdi, da tle rabiš odpreti nebo pa dati nekaj, pač čisto intuitivno, mislim, kaj pa jaz vem. Mislim, on je študiral na konzervatoriju pa v Los Angeles, nimam pojma, ampak čutim pa muziko, ne, in me dostikrat upošteva in pa če dostikrat se mi tudi zahvali. Zdaj, tako da ful lepo znava ustvarjati skupaj. In vice versa, on meni recimo uživa delati audicije z mano, kar je super, nima odveč. On je najbolj vesel, ko pride audicija, bolj kaj jaz, ko meni tako ono, do jutri se moram naučiti. In on je tako, gremo, dajmo, pač, in to ti pomaga, ne, ker načeloma, večinoma potem tisti najbližji morajo s tabo početi te stvari, ne. Tudi če nimajo časa, da si morajo vzeti eno uro, ker moraš ti do jutri poslati, ne, tako da mu ni problem, me dati na prvo mesto, ko je potrebno, in meni ni problem njega dati na prvo mesto, ko je to potrebno. In se mi zdi, da je to najin glavni. Pa predvsem ima on to neko mirnost, ki jaz včasih res rabim, da me zna, on mene zna pomiriti, jaz pa znam njega dvigant, ja, tako recimo. Lepo. Jaz imam malo bolj tako energijo. Lepo. Pozabili smo potem govoriti še kaj o razlikah med slovensko produkcijo in tujo produkcijo. Ti veliko govoriš o slovenskem filmu, zanj si želiš vse najboljše, vedno to omenjaš v intervjujih? Vedno si želim, zaradi tega, ker pač vidim razliko, no, to mi je najbolj, zdaj, ko sem bila v Londonu, pa večinoma so ženske igralke, zaradi tega, ker je pač taka zgodba o odnosih mam in žensk in tudi vpliva social media, prije do nekega škandala v neki med res bogatim communityjem, ki kaže, da je na zunaj vse perfekten, pa v bistvu ni tako zanimiv oris, ampak ogromno žensk na kupu, kar vemo, da je lahko tudi zanimivo. Ampak tle je bilo vse tako zbalansirano in prijazno, taka lepa energija in sem razmišljala, tako nobene, da bi se kdo primerjal ali pa. In sem razmišljala, zdaj ne vem, so bili do mene tako, ker sem prišla od neko odzuni, pa nisem zares konkurenca, ker sem res, vsi so mi hoteli ful pomagati ali pa mi svetovati, ne vem, okoli nekih drugih zadev poslovnih. Ampak je ta nek community in sem razmišljala, da je najbolj zato, ker je tam toliko dela, tam se toliko snema, da vsi delajo skozi. In ni tega, da tako res so veseli drug za drugega, tako iskreno, ne to, ki moraš biti vesel. V Sloveniji pa večinoma pač so naši igralci, ki so odlični igralci v gledališčih, ker so v gledališčih tudi težko, tudi če bi dobila audicijo, težko zdaj grejo, če so v gledališču, ampak tle imajo plačo, pa je to prvo, a hkrati bi delali to, vsi vem, da bi radi snemali, vsi radi snemajo, vsaj kakor jaz poznam, pa jih poznam veliko. Hkrati se ne snema toliko pri nas, če bi vse Slovenija snemala več serij in zgledali, da bo, pa je pol zamrl. Potem vsi delamo in je lepša energija in se učimo in filmski delavci delajo in to lahko samo raste in raste in raste. In tega si želim, ker je potem to lahko en res lep community, a ne. Zdaj, če je pa veliko, če pa ni dela, a ne, smo pa vsi malo zafrustrirani, a ne. Tako. Ko govoriva o igralkah, moram reči tudi kaj o tem pritisku, ki je na ženske veliko bolj močan kot na moške, glede videza in še posebej glede staranja. Torej, na ženske je ta pritisk v družbi velik, na javno izpostavljene ženske, kot si ti še verjetno toliko bolj. Tle bi omenila izjemen film Substanca z Demi Moore. Omenila bi tudi Mojco Funkel, Ivo Krajnc-Bagola in Viktorijo Benci Kemeršič, ki so bile tukaj v tem studiu in smo tudi z njimi o tem govorili. In je Iva Krajnc-Bagola dobro rekla, ne, pritisk je na ženske absolutno drugačen. Rečejo, moški zletijo, postanejo šarmantni, jaz rečem, ja, saj ženske tudi, ampak ne, me se pa staramo. Saj moški se tudi starajo, ampak to ljudje, družba drugače poimenuje. Čutiš ti ta pritisk? In zdi se mi pomembno, da o tem pritisku govorimo, ne samo za starejše ženske ali pa ženske, ki so že odrasle, ampak tudi zaradi mlajših deklet.
Ja, ne vem, se mi zdi, da je ta tako imenovani age shaming, kako bi temu rekli, starostni rasizem, ne vem, kako bi se prevedlo. Ja, v bistvu gre za družbo, v kateri je kar na lepem čudno, če se žensko telo katerokoli, še posebej pa žensko stara. Kar je Ja, v je bistvu kar- naraven proces, ja. kar je odraščanje, kar je nekaj najbolj naravnega in kar je tudi Je zdaj, nekaj kot da je lepega. čudno, a ne? Ja, in se Ja. zdi, kot da je čudno, če ne, to so ti naslovi. Poglejte, kako pogleda zdaj. Zgleda zdaj, kako pa ne Ja, izgleda. kako pa ne izgleda, ja. Jaz mislim, da če sem iskrena, mi da so generacija X, jaz se ne spomnim, da bi to bilo tako, ko sem bila v osnovni ali pa v srednji ali pa na fakulteti. Tako da mogoče malo krivim social media pa internet in vse to, ker je več te neke vse je naenkrat radili sam, kako je na zunaj, no. Se mi zdi, da smo res neke vrednote izgubili mater. Mislim, tako res. Sam kako izgleda, pa kako si našobljen, pa tudi pol tudi ženske same, ki mi je tudi včasih v vsej tej ženskem empowermentu vedno več fotk vidim na Instagramu, ki so ženske same se dajo v, ne vem, spodnje hlače ali pa to, za klike ali za lajke. In tako, kaj delamo mi same sebi, zakaj se zdaj objektiviziramo, če se. In ta age shaming mi pa sploh ni jasen, ker ga jaz ne počnem in se mi zdi, da očitno smo človeška rasa, pač zlobna rasa, jaz ne vem, kako naj rečem. Mislim, zdaj zebra ne ocenjuje druge zebre, no. Res, da so vse iste, ampak pač Nam zgledajo iste. In ne vem, kako to prepričati, ja, dejstvo. Moški so šarmantni in sivi, ona je pa siva in stara. Ne? In jaz tega res nimam in ne razumem. In mislim, da je največ, kar lahko naredimo, ker ne bova zdaj čisto nič rešili, pa spremenili, je to, da te pač boli ne? In piči svoje in se spomniš, da je Helen Mirren, za njo smo zvedeli šele po 50. Ogromno enih, Judi Dench, James Bond, ona je bila stara njim 68 šele, če greva zdaj na igralke. Nikoli ni prepozno, jaz mislim, da moraš delati na tem, da se dobro počutiš, da seveda, stvari so se spremenile, mislim, tudi jaz pojem vitamin D pa C, pač to pred leti ni bilo, da smo te suplemente jedli pa tako naprej, razumeš, da skrbiš zase, da skušaš se gibati, da si lahko aktiven, da si lahko kreativen in potem s tem po moje pač lahko ohranjaš mladostnost sebe dlje. Da probaš živeti polno življenja, se gibaš, dobro ješ, da delaš stvari, ki te tako in pač to je vse, kar lahko naredimo. Šla sem tudi v bistvu brati zanj, zakaj je prišlo tega age shaminga, ker je res noro, ker je tako res, kot vidiš, ratam zafrustrirana, ko o tem govorim. In sem prebrala, da je v bistvu to nek obrambni mehanizem, ker nas je vse strah, da to ljudje počnejo, ker nas je v bistvu vse strah smrti, o kateri se ful premalo pogovarjamo, če mene vprašaš, ker je del življenja in vsi gremo tja, in to bi rada vsem povedala, vsi greste tja, vsi gremo tja, tako da bodimo prijazni drug do drugega, ker je res kratek izlet tukaj zdaj, daljica je A do B na planetu Zemlja, kaj naprej ne vem. In zdaj, da se boš s tem ukvarjal, ob vsem, kar, mislim, meni je to beyond, no, glavnem, zdaj sem se zgubila. Ne, v redu je, zdaj sva prišla tja, kjer morava biti. Veliko razmišljaš v bistvu tudi o tem, da smo samo na daljici od A do B na Ja, Zemlji? ful razmišljam o tem, mogoče zato, ker sem že izgubila očeta in tako naprej. Pa pač Zgodaj si ga izgubila, ne? 10 let nazaj, kar je zgodaj, če mene vprašaš. In tudi to, ker je naenkrat to, kar govoriva o letih, mislim, tudi jaz bom že toliko stara, jaz se ne počutam toliko staro in mi gre na živce, da bi me mogli to definirati. Zakaj zdaj mora biti pa pri 40-ih konc tabo, ali pa pri 50 ali pa pri 60. Za koga in kdo je to rekel? Kaj se gremo? In predvsem se mi zdi, a imamo preveč časa, pa nam gre preveč dobro, da se s tem ukvarjamo in mislim, lahko da bo vojna kmalu, a lahko malo gremo na neke druge vrednote. Važno je samo, da imaš six-pack pa velike žnable, pa da slušna. Mislim, kje je tle vsebina, karakter. Tako res se mi zdi, da ali pa sem ratala stara in sem druga generacija in pač obsojam zdaj to. Ampak se mi zdi, da smo se imeli mi, ne vem, jaz sem ful vesela, da sem gor rasla
brez da bi se rabila postati in šteti všečke. Res sem srečna, ker se mi zdi, da pri 15 bi mene to čisto obsedali. In sem vesela, da sem starejša, da imam distanco do tega. Imaš tukaj mogoče kakšno misel za mlajše punce? Tudi fante. Tudi fante. Jaz mislim, da je malo nehvaležno, ker pač tudi jaz nimam pojma, kaj pa vem, kaj govorim. Pač. Ampak kaj bi mogoče lahko rekla, da je bolj pomembno, da delajo na tem, da so neodvisni, finančno, recimo, in v bistvu za moške in za ženske, za punce. Ker če si finančno neodvisen, ali si na primer v toksičnem razmerju, bo lažje iti, ali si v službi, ki nisi najbolj srečen, ali se karkoli dogaja, bo lažje iti in bo lažje biti srečen. Tako da ta neodvisnost, vsaj meni, je ful pomembna. Enim paše biti odvisni, meni res ne paše. Tako da to pa, mislim, da je zelo pomembno tudi to, da nas ni strah, to je zdaj taka floskula, bodi kar si in verjami vase, ampak da si upaš biti originalen, ker smo vsi originalni. Mislim, vsi smo res unikatki in se mi zdi, da je pač ta neka matrica zdaj instagramska, kako naj bi zdaj vsi izgledali. In vedno več punc zgleda res isto. Me straši in se mi zdi, da ob koncu dneva bo vseeno original bolj zanimiv, ker bo drugačen. Če vse isto boš opazil, tako kot sem ti prej rekla na audiciji. Če vsi naredijo pravilno, pa bo en naredil malo narobe, ampak bo nekaj novega, bojo najbrž njega zbrali. Rečva, da zdaj sem neko analogijo potegnila. Okay. Katarina Čas, hvala lepa za pogovor. Hvala tebi. Hvala, da si prišla v naš studio. Ratelj nama je. Ratelj nama je. In hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Na zdrave. Čin!